Gospe in gospodje, raziskovalke in raziskovalci, dragi prijatelji, dober večer. Danes je sonce zašlo, nekje nad koprenastimi oblaki je bilo ob natanko 16:20. Tedaj je na zemljo legla noč. Neka druga noč, svetla in iskriva, vznemirljiva celo, pa hkrati žari in se hkrati poslavlja, ko vas pozdravljam na zaključni prireditvi Evropske noči raziskovalcev 2020, se pravi 2020, humanistika to si ti. Danes bomo z izbranimi gosti, ki jim želim dobrodošlico in jih vse zelo prisrčno pozdravljam, spregovorili o znanosti, pomenu raziskovalcev in njihovega dela za družbo, ter skušali osvetliti, kako lahko različni programi financiranja, ki jih nudi Evropska unija, pripomorejo k razvoju njihove kariere. Za začetek pa, ko že govorimo o nebesnih pojavih, o sončnem zahodu, pa o noči in tako naprej, še droben skorajda zvezdni utrinek svetlih nočnih dogajanj. Poglejmo. Videti je precej zabavno, sicer pa smo bili zraven. Spoštovani gostje, za pozdravne besede prosim ministrico za izobraževanje, znanost in šport, profesorico doktorico Simono Kustec, ki jo lepo pozdravljam, če je že z nami, če ne pa bomo nekoliko pokukali naokrog in počakali. Prosila bom svoje goste, da pokimajo, če je gospa ministrica že z nami, ali pa odkimajo, če je še ni. Ni je še. Prav potem pa navajeni smo improvizacije in prav je tako, da smo spretni in fleksibilni. Pozdravljam tudi zelo pomembnega gosta, ki sem ga zelo vesela, kajti bdi nad Filozofsko fakulteto nad Ljubljano, kakor vidimo na sliki. Z nami je dekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, profesor doktor Roman Kuhar, ki ga prosimo za nekaj pozdravnih besed. Izvolite, prosim. Hvala lepa za besedo. Cenjeni gostje, drage kolegice, dragi kolegi, današnja noč raziskovalcev, ki je v celoti potekala prek spleta, me je ironično spomini popeljala v čas, ko še nismo imeli interneta in ko sem kot najstnik čas preživljal s preklapljanjem kanalov na televiziji. Danes sem namreč cel dan sedel pred računalnikom, kot nekoč pred televizijo, in počel to isto. Preklapljal sem med različnimi Zoom kanali noči raziskovalcev, ampak za razliko od televizijske izkušnje, kjer je le redko kaj pritegnilo mojo pozornost, me je tokrat vsebina na vsakem koraku zelo zanimala. Univerza v Ljubljani je pod koordinatorstvom Filozofske fakultete izvedla, mislim, da je to zdaj že jasno in da lahko rečem, še eno uspešno noč raziskovalcev. Organizirali smo več kot 50 dogodkov, ki bodo zaradi letošnjega načina izvedbe ohranili digitalno sled, kar pomeni, da si bo te posnetke mogoče ogledati pozneje. Iskrene čestitke in zahvala vsem, ki ste pri tem sodelovali. Čeprav je noč raziskovalcev, pri kateri sodelujejo tudi številne fakultete Univerze v Ljubljani, namenjena predvsem promociji raziskovanja, me veseli, da smo v preddogodkih letošnje noči raziskovalcev opozorili tudi na precej pereče težave raziskovalk in raziskovalcev v Sloveniji. Pri tem imam v mislih predvsem prekarne situacije mladih kolegic in kolegov raziskovalcev, ki iz začaranega kroga prekarnosti ne bodo mogli izstopiti brez sistemskih rešitev. Na Filozofski fakulteti smo v lanskem letu za nedoločen čas zaposlili 50 raziskovalk in raziskovalcev, ki so bili predtem ujeti v pogodbe za določen čas. Kot je rekel dr. Stojan Sorčan z Ministrstva za izobraževanje, dobili ste bitko, ne pa še vojne. Res je, raziskovalke in raziskovalci so še vedno vezani na pridobivanje projektov in prekarnost se skozi stranska vrata vedno znova vrača na to področje. Ampak vojne ne moremo dobiti na fakulteti. To vojno mora izbojevati država. S tem problemom se sicer srečujejo tudi na evropski ravni.
Prav na današnjem sestanku mreže GILD, mreže fakultet in univerz na področju družboslovja in humanistike v Evropi, smo govorili o tem problemu in opozarjali, da mora ta problem nasloviti tudi Evropska komisija. Eden od osrednjih poudarkov letošnje noči raziskovalcev so ženske v znanosti. Tema ni bila izbrana naključno. Res je, da letos mineva 100 let od prvega doktorata na Univerzi v Ljubljani, ki ga je pridobila Ana Majer. Smo torej ena od redkih univerz, kjer je bil prvi doktorat podeljen ženski. Ampak tudi 100 let pozneje se še naprej ukvarjamo z neenakostjo, s prozornimi stenami in stropovi, z vse bolj prefinjenimi oblikami seksizma in nereflektiranimi pozicijami privilegijev. Veseli me, da je Filozofska fakulteta letos kot prva v visokošolskem prostoru v Sloveniji sprejela načrt za uveljavljanje enakosti spolov, ki ga v novi shemi Horizont Evropa zahteva tudi Evropska komisija. Spol bo zagotovo ena od pomembnih dimenzij pri prijavah novih projektov in le upamo lahko, da bo ta politika resnično prispevala tudi k dejanski enakosti v političnem in družbenem smislu in na ta način k dobrobiti človeštva, ker v tem je bistvo in smisel znanosti in raziskovanja. Še enkrat hvala vsem, želim vam lep preostanek noči raziskovalcev. Srečno. Hvala lepa, gospod dekan, za odličen pozdravni nagovor, angažiran. Hvala lepa. Evropska noč raziskovalcev, kot smo pravkar slišali, pa bomo še enkrat ponovili, je vseevropski projekt, kjer se v enem dnevu, in to je danes, zvrstijo številni dogodki na temo raziskovanja in inovacij. To je projekt Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Podnaslov Humanistika, to si ti, vede o ljudeh, vede za ljudi, ki pa vendarle vključuje v svoje dogajanje in v svoje dogodke tudi 12 drugih fakultet in akademij Univerze v Ljubljani. Današnji spletni dogodek, ki se pravkar odvija in ki mu prisostvujete, pa je del projekta Evropski kotiček in v tem kotičku želimo predstaviti vsebine povezane z Evropsko unijo. Zato smo povabili, ja, tako se jim reče, nacionalne kontaktne osebe, da povedo zelo preprosto, kaj pravzaprav počnejo. Besedo predajam, seveda z najlepšimi pozdravi, doktorju Stojanu Sorčanu, nacionalni kontaktni osebi za obzorje 2020, ukrepi Marij Sklodowska-Curie pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Dober večer in izvolite, doktor Sorčan. Dober večer, najlepša hvala. Spoštovani gospod dekan, cenjene gostje in gosti. Evropska noč raziskovalcev je namenjena vsem, ki smo radovedni in ki imamo radi znanost. Vsi seveda nismo znanstveniki, a iz zgodovine vemo, da se znanost lahko razvija le tam, če je v družbi priljubljena in zaželena. In današnja noč raziskovalcev je pokazala, da nam je Slovencem mar za znanost in da nam imajo naši znanstveniki veliko za povedati in veliko za pokazati. Evropska komisija in države članice Evropske unije namenjajo znanosti prav posebno veliko pozornost, ker vemo, da nam je in nam bo za znanostjo vsem bolje. V tako imenovanih evropskih okvirnih raziskovalnih programih namenja Evropska komisija razvoju znanosti precej velika finančna sredstva, kjer raziskovalci vseh držav med seboj tekmujejo in hkrati sodelujejo, pa ne samo zaradi več denarja, temveč predvsem za boljše pogoje in možnosti pri ustvarjanju odlične znanosti, ki lahko družbi in gospodarstvu ponudi marsikaj zanimivega in koristnega. Slovenski raziskovalci so v zadnjem okvirnem programu Obzorje 2020 bili uspešni pri več kot 1000 projektih. In če imamo v mislih, da je na naših univerzah in inštitutih približno 7000 raziskovalcev, potem je bil skoraj vsak 7. udeležen pri evropskih raziskovalnih projektih, ker so v zadnjih letih pridobili kar za 1/3 več sredstev, kot znaša letni proračun naše agencije za raziskovalno dejavnost. Izjemen uspeh. Inštitut Jožef Stefan,
Univerza v Ljubljani in znotraj nje Filozofska fakulteta in Kemijski inštitut ste bili pri tem najuspešnejši. A izzivi so še vedno tu. Delež odlične znanosti je majhen in ga je treba povečati. To je seveda cilj vsakega raziskovalka in raziskovalke, pa tudi države. Pot do tega cilja ni lahka, še zlasti, če se, tako kot pri vas na fakulteti, iz dneva v dan posvečate študiju in študentom. Na ministrstvu smo zato pripravili 7 načel kariernega razvoja raziskovalk in raziskovalcev, ki jih moramo uresničiti, če hočemo doseči odličnost v znanosti. Najprej je to boljši raziskovalni pogoji, ki bodo atraktivni tudi za raziskovalno delo za tujce. Z novim predlogom zakona o stabilnem financiranju uvajamo stabilnejše financiranje, ki bo avtonomnem razpolaganju univerzam in inštitutom. Nadalje, izenačiti moramo status raziskovalk in raziskovalcev na univerzah in inštitutih. Mlajšim raziskovalkam in raziskovalcem na začetku kariere moramo omogočiti večja finančna sredstva za postdoktorske projekte in preprečiti njihov prekaren položaj, kot je omenil gospod dekan, ter njihov nepovraten beg v tujino. Uresničiti moramo načelo enakih možnosti obeh spolov, kar je tudi omenil gospod dekan, kar je postal tudi pogoj za pridobivanje evropskih raziskovalnih projektov. Znotraj univerz, inštitutov ter agencije za raziskovalno dejavnost pa moramo omogočiti in spodbujati različne poti raziskovalnih karier z nebibliografskim vrednotenjem, nagrajevanjem in napredovanjem, ki bo primerljiv z državami Evropske unije. In, ne povsem ne nazadnje, akademsko kulturo, lahko bi rekli način sobivanja v in med znanostjo in družbo, moramo še bolj osnovati na evropskih standardih raziskovanja, etičnosti in odprtosti, sodelovanju in vključevanju in predvsem za zagotavljanjem enakih možnosti vsem raziskovalkam in raziskovalcem, da raziskujejo in negujejo svojo misel, kot je to zapisano v Evropski listini za raziskovalce in kodeksu ravnanja pri zapisovanju raziskovalcev. Najlepša hvala. Hvala lepa za ta pojasnila, za ta prikaz. Mi pa poglejmo izkušnjo mlade raziskovalke. Z nami je namreč mlada doktorica Urška Lampe, ki je študirala v tujini s to štipendijo in ima izkušnjo z delom v tujini. Pa poglejmo, kako je ta izkušnja, ta štipendija pomagala pri razvoju njene kariere. Prosim, izvolite, Urška. Hvala za besedo, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Torej, kot je bilo rečeno, sem prejemnica Marie Sklodowska-Curie štipendije, pod okriljem katere opravljam raziskavo na Univerzi Ca' Foscari v Benetkah v Italiji. Če čisto iskreno povem, se ob pridobitvi projekta v bistvu nisem zavedala, kakšna izjemna priložnost je to in kakšen pozitiven vpliv bo to imelo na mojo kariero. In s projektom sem pričela meseca maja letos, tako da sem šele na začetku v bistvu svoje raziskave, ampak že zdaj vem in vidim in opažam, da je v bistvu ta izkušnja nekaj posebnega in bo resnično imela velik pozitiven vpliv na mojo kariero. Prvič seveda zaradi dela na tuji in prestižni univerzi, ki je res ena posebna izkušnja in o kateri lahko govorim samo v presežkih. Pri tem moram tudi izpostaviti, da sem imela oziroma imam izjemno srečo, ker je v bistvu moj mentor, profesor Alessandro Caselato, krasna oseba, ki me v bistvu zna voditi in s katero je res užitek sodelovati. Tako da v bistvu že samo preko pogovorov z njim in seveda nekaterimi seminarji, ki sem uspela letos jim slediti, sem že prišla do nekega novega znanja, novih kompetenc, ki so za mojo nadaljnjo kariero izjemnega pomena. Spoznala sem tudi mnogo novih
kolegov, raziskovalcev, akademikov, profesorjev, ki v bistvu mi na vsakem koraku pomagajo, mi svetujejo, s katerimi redno sodelujem, sem zdaj z njimi stalno v stiku, tako da je to v bistvu še ena dodatna bogatitev mojega dela in mojega življenja na splošno in moje kariere. Kar se mi pa zdi ključno, je to, da je celotna filozofija Marie Curie projektov in štipendij usmerjena v to, da raziskovalec pridobi neka nova znanja in kompetence. Jaz sem recimo v sklopu svojega projekta EatPo Families je njegov akronim, že začela iskati in zbirati pričevanja oziroma pričevalce, spomine teh družin, teh vojnih ujetnikov. Opravljala sem prve intervjuje, kar je v bistvu zame čisto nova izkušnja, tako da je v bistvu to en res pomembna dodana vrednost k moji karieri. Prav tako sem vzpostavila svojo Facebook stran, kjer v bistvu sproti obveščam o dogajanju, o potekanju na projektu in na splošno zaveščam javnost oziroma ljudi, ki jih zanima o tematikah, ki se mi zdijo pomembne in so seveda vezane na moj projekt. Ne nazadnje je tudi današnji dogodek zame pomembna izkušnja, ki mi jo je ta projekt ponudil in seveda kot taka tudi pomembna vaja in seveda referenca za naprej. Tako da je poleg tega, da je v bistvu projekt vir novega znanja, novih poznanstev, novih kompetenc, pa ne samo raziskovalnih ali pa recimo akademskih, tudi splošno življenjskih, socialnih, družbenih, je seveda kot tak izjemno odskočna deska za vso mojo nadaljnjo kariero, kar se je izkazalo že ob sami pridobitvi projekta, ker na tisti dan, ko sem bila obveščena, da sem dobila projekt, sem dobila praktično sporočila iz celotne Slovenije in tudi iz tujine s čestitkami ob tem dogodku. Verjetno pa je eno največjih odkritij, oziroma vsaj zame osebno eno najbolj relevantnih za mojo kariero to, da kar je po svoje tudi namen tovrstnih projektov, to, da znanost mogoče danes premalo služi ljudem in se rezultati raziskav premalo ali morda na nepravi način širijo med splošno javnostjo in med ljudmi. Tako da zdaj vem, da bodo vse nadaljne raziskovalne poti in projektne ideje zastavljene in usmerjene tako, da v bistvu bodo da se bodo rezultati širili tudi in predvsem med ljudmi in v bistvu tako ozaveščali javnost, ker verjamem, da po svoje moje raziskave bogatijo, pa tudi učijo in ustvarjajo lepšo prihodnost za vse nas. Tako da se mi to zdi res eden pomemben korak, ki sem ga do zdaj storila. Hvala lepa za besedo in za to priložnost. Hvala lepa. Hvala lepa, Urška. Jaz imam vendarle še eno vprašanje, če boste še malce vklopili svoj mikrofon. Namreč Benetke, to je res takšen kraj, kot ste sami rekli, navdihujoč. In vi ste mlad človek, sicer da je morda zaradi korone, zaradi te situacije, zaradi tega položaja niste bili kaj dosti v Benetkah, ali vendarle, kako vas je, kakšen vtis pusti na vas kot ne le raziskovalko, ampak mlado žensko? Jaz moram priznati, da to je en krasen vtis. Vsakič, ko pridem v Benetke, je to resnično in to čisto iskreno povem, vsakič si rečem, sploh ne morem verjeti, da imam jaz to priložnost, da delam v takšnem kraju, v takšnem okolju. Če boste šli slediti na mojo Facebook strani, imam tudi sliko pogleda iz moje pisarne, ki je, mislim, brez besed ostaneš, direkt na kanal, tako da je res krasna izkušnja. Urška, jaz vas bom povabila v svojo pisarno, da bomo še kakšno rekli o tujih jezikih, namreč zanima me, govorite italijansko? Ja, govorim, ja. Se pravi, vaše konzultacije, vaša razmišljanja s profesorji potekajo v tem jeziku? Ja, tako, v italijanščini. Prav. Hvala lepa in čestitke še enkrat, veselimo se vašega Facebooka in vseh vaših rezultatov. Hvala lepa. Dragi gostje, medtem pa sem vesela, lahko povem, da se nam je pridružila tudi gospa ministrica in jo zdaj prosim za nekaj prijaznih besed. Torej, profesorica doktorica Simona Kustec je z nami, prosim. Najlepša hvala, prijazen večerni pozdrav tudi
iz pisarne moje vodje kabineta imamo še tako živahno, da nekako tole tudi kot opravičilo in pojasnilo za mojo rahlo zamudo res nespodobna. Čeprav sem ugotovila, da sem akademskih 15 zamudila, tako da upam, da mi vsaj kot znanstvenici še majčkeno oprostite, no, tole res nespodobno zamudo, vsekakor pa ne namerno. Hkrati pa moram prav eno toploto izraziti ob poslušanju doktorice Urške Lampe zdajle, ker namreč vidim, da gostuje na Kafoskarju v Benetkah na univerzi, s katero sem tudi sama lansko študijsko leto zelo tesno sodelovala, ko sem predavala na Venice International University, ki je matična univerza bila, s katero je tudi Kafoskarji sodelovala v okviru svetovnega programa študij governance, ki ima svoj sedež na otoku San Servolo. To je pa tam čisto nasproti trga San Marka. Tako da hvala lepa za tole še toplejšo dobrodošlico med vaše vrste sedaj. Želela bi biti zelo kratka in pa pravzaprav hkrati jasna in odločna. Takšna, kot mora biti znanost, takšna, kot morajo biti predvsem tudi znanstvenice, ki se odločijo za ta res, jaz mu pravim, magičen poklic, ki pa ni praviloma najbolj prijazen pogosto za človeka, ker je to, koliko truda, koliko pravzaprav odrekanja je potrebno vložiti za to, da ti mogoče nekoč nekaj uspe, kar veliko. Po eni strani je pa to tudi hkrati največji čar pravzaprav znanosti in pa poklica znanstvenika ali znanstvenice. Naj si bo to na polju družboslovja, humanistike, naravoslovnih ved, tehničnih ved, kjerkoli. Mislim, da je to tisto, kar nas na nek način ves čas dela radovedne, mlade po srcu in predvsem tiste ljudi, ki so v določeni družbi najbolj odgovorni za njen napredek, za njen zdrav duh in pa za vrednote. Tako da v tem smislu in v tej luči želim, da bo prav takšna tudi današnja še Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev. Upam, da ste imeli en tak ploden, lep dan in pa še tale zaključni del. Vsekakor glede na tole, kar še vidim, da še čaka do konca programa, bo zanesljivo pritrdilo vsemu temu. Mogoče samo par besed, še z vidika pravzaprav vloge naše države in pa odnosa države do znanosti, do tudi poklica znanstvenika oziroma znanstvenice. Lahko rečem, da smo prisotni, da je pred nami tudi kot državo še veliko izzivov, da se močno borimo, lahko rečem tudi že uspešno, zato da pravzaprav tudi eno moč znanosti v celotni družbi sedaj postavljamo na en višji nivo, tako na ravni države, z vidika financ, z vidika podpore programov, z vidika podpore tudi potrebni znanstveni infrastrukturi, programov, projektov, kot tudi z vidika podpore, ki jo dajemo v prihajajočem predsedovanju naše države Svetu Evropske unije. Namreč od 1.7. pa do konca naslednjega leta bomo kot del trija držav članic predsedovali Svetu Evropske unije in tam imamo eno pomembno poglavje, eno pomembno področje, namenjeno tudi razvoju in pa vlogi znanosti. Jasno smo že začrtali, da je podpora evropskemu raziskovalnemu polju tista, ki jo bomo močno zagovarjali, jo že zagovarjamo sedaj v napovedi tega, kar počnemo. In na drugi strani tudi velika podpora, ki jo dajemo posebej vlogi žensk v znanosti, torej znanstvenicam, prav v tej osrednji temi sedaj.
in pa podpora, ki jo dajemo tudi znanosti kot prostoru, ki ga je potrebno približati ljudem, ki niso in ne prihajajo iz znanstvenih krogov. Skratka, neki tako imenovani, recimo temu bolj družbeni podobi, širši družbeni podobi znanosti. V tem smislu pravzaprav bi tudi rada nekako pojasnila, zakaj tako močno ves čas tudi podpiramo tale vaš projekt Evropske noči raziskovalcev, zakaj posredno, pa tudi neposredno močno podpiramo tudi celoten projekt in pa vlogo pravzaprav Evropskega raziskovalnega programa Obzorje Evropa, za katerega že vemo, da zdaj v novi obliki bo verjetno, oziroma verjamem, da finančno še večji, vsebinsko še bolj prilagojen potrebam držav članic Evropske unije, razvoju nasploh. To je nekaj, kar pravzaprav nas je tudi tale zdaj izkušnja še vedno aktualna, prepričala, da je celotna prihodnost, tudi odziv na probleme v prvi vrsti v rokah prav znanosti in pa znanstvenic oziroma znanstvenikov raziskovalnih organizacij. Tako da nekako to mreženje, ki ga aktiviramo skozi podporo vsem tem projektom, je tisto najmanj, kar lahko in kar moramo kot država narediti za ta naš nacionalni znanstveni prostor. Druga zadeva, ki bi jo želela izpostaviti, je prav ta teden zelo sveže podpisana pogodba za Center znanosti. In sicer gre za eno zelo lepo zgodbo, ki bo v središču Ljubljane nekako skrbela za promocijo, za popularizacijo znanosti. Eden od glavnih ciljev je predvsem spodbujati zanimanje za znanost, povečati vlogo znanja v družbi, tudi v gospodarstvu. Tretja zgodba, prav tako zelo sveža in zgodba, na katero moramo biti še posebej ponosni, je pa tako imenovan Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO. In sicer gre za eno od tistih osrednjih prvih in pa edinih centrov zaenkrat, ki so bili in ki so neposredno osredotočeni na umetno inteligenco. In ustanoviteljica tega raziskovalnega centra je Vlada Republike Slovenije in v začetni fazi delovanja center gostuje prav na Inštitutu Jožef Stefan. Njegov doseg in njegov namen je pa v resnici globalne narave. Zakaj je to tako ključno? Ne samo zaradi tega, ker je to eno izjemno svetovno priznanje slovenskim znanstvenikom, rezultat tudi dobrega sodelovanja naše države in pa UNESCO v preteklosti in pa seveda tudi napoved za še boljše sodelovanje v prihodnosti, ampak tudi zaradi tega, ker pravzaprav znanstvenicam in znanstvenikom pri nas in pa tudi širše odpira eno široko, eno zelo pomembno področje nadaljnjega znanstvenega dela in pa pozornosti, ki bomo morali namenjati en velik fokus. Osebno verjamem pa, da samo pod pogojem, da bomo to umetno inteligenco znali očlovečiti, kar pomeni, da jo bomo znali narediti takšno, da bo služila potrebam človeka, ne pa, da bo tukaj bolj ko ne, bom rekla, tehnično sama sebi v namen. Skratka, 1001 zadeva, med drugim tudi informacija, da je tik pred vrati začetka obravnave na vladi najprej, potem pa tudi naprej v državnem zboru, povsem nov zakon o znanstvenem raziskovanju in pa inovacijski dejavnosti, katerega glavni namen je pravzaprav še dodatno modernizirati vlogo in pa podporo države pri raziskovalnem delu, pri vlogi avtonomiji univerz, inštitutov, utrjevanje, povečevanje financiranja znanosti,
v Sloveniji kot tiste ključne, pravzaprav za vse nas pomembne smernice pravzaprav delovanja. Tako da, če povzamem, spoštovani gospod dekan, spoštovane in pa spoštovani, velika zahvala za vse tole, kar počnete tudi v okviru izvedbe organizacije Evropske noči raziskovalcev v okviru obzorja 2020, predvsem pa velika zahvala za vse to, kar delate za tole našo družbo, tudi državo s svojim delom, s tem, da se na nek način borite in da ste pri tem, bom rekla, neomajni in pa pogumni. Ostanite takšni, to je tisto, kar naša družba še kako krvavo potrebuje prav v tem času. Želim vam, da ostanete zdravi, radovedni, odločni, predvsem pa, da ohranite ogromno enega raziskovalnega navdiha v tem in pa prihajajočih časih. Hvala lepa tudi še enkrat za povabilo med vaše vrste danes. Hvala lepa tudi vam, gospa ministrica, za te vzpodbudne besede. Pa čestitke za vse te projekte, ki ste jih zdaj obelodanili tudi nam. Sprašujem se, če sploh kdaj počivate, sprašujem se, če znanstvenice sploh kdaj počivajo. Bomo videli, kaj bo povedala doktorica Manja Žebrek, ki je tudi z nami, prav tako mlada doktorica, bila je v tujini, na delu v tujini. Poglejmo, kaj je, če je, oziroma veste, da je, ampak kako je štipendija Evropske unije pomagala pri razvoju njene kariere. Dober večer, Manja. Hvala za besedo in lep pozdrav vsem. Jaz sem Marie Sklodowska-Curie individualno štipendijo prejela leta 2018 in sem se za 2 leti zaposlila na univerzi v Aberystwythu v Združenem kraljestvu. Zakaj sem izbrala Aberystwyth? Zato, ker sem tam dobila podporo priznanega glaciologa profesorja Neila Glaserja, ki mi je v prvi vrsti pomagal pri projektni prijavi in pod mentorstvom katerega sem kasneje preučevala vpliv podnebnih sprememb na taljenje ledenikov v Alpah. Naslov mojega projekta, ki sem ga zaključila maja letos, je Climate Hydrology and Alpine Glaciers. Poleg odlične znanosti je bil velik poudarek projekta na razvoju kariere. Dobila sem priložnost za sodelovanje z vodilnimi raziskovalci z področja glaciologije in klimatologije in poleg novega znanja, ki sem ga dobila neposredno od svojega mentorja, sem znanje črpala tudi na 2 partnerskih institucijah. In sicer sem se v tem 2-letnem obdobju kot gostujoča raziskovalka 3 mesece izpopolnjevala v modeliranju ledeniškega otoka na univerzi v Aarhusu na Danskem. Prav tako pa sem 3 mesece preživela na Mednarodnem centru za teoretsko fiziko v Italiji, kjer sem se bolj podrobno seznanila s podnebnimi projekcijami in pa analizo podnebnih podatkov. Tekom te štipendije sem tudi dobila izkušnje s samim vodenjem evropskih projektov, z delom v različnih raziskovalnih skupinah in nasplošno z delom v mednarodnem okolju. Pa seveda tudi s prenosom znanja na širšo publiko, ki je eden izmed pomembnih elementov vsakega evropskega projekta, kot je že omenila pred menoj kolegica Urška. Konkretno v tem projektu smo v okviru odprtega foruma evropske znanosti, ki je letos potekal v Trstu, organizirali razstavo in javno predavanje na temo umika ledenikov v Alpah kot neko zaključno prireditev projekta. Ta razstava bo naknadno preseljena v Muzej naravnega parka Julijske Predalpe v Italiji in bo postala stalna in dostopna vsem. Skratka, predvsem možnost hitrega razvoja kariere, ki ga omogočajo te štipendije, je bil eden izmed glavnih razlogov, da sem se odločila za začasen, morda tudi stalen odhod v tujino, saj sem se ob odhodu zavedala, da vrnitev v Slovenijo najverjetneje ne bo lahka. No pa vendar, v letošnjem letu sem se s pomočjo programa Aleša Debeljaka, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, vrnila nazaj v Slovenijo in se zaposlila na Geološkem zavodu Slovenije, ki mi je od samega začetka nudil podporo pri projektni prijavi. Sedaj lahko na Geološkem zavodu Slovenije znanje in izkušnje, ki sem jih pridobila v tujini,
uporabim pri vodenju in izvajanju novega 3-letnega projekta z naslovom Pretekle podnebne spremembe in poledenitev na stičišču Alp in Dinaridov. Hvala. Hvala lepa, Manja. Zdite se mi čudoviti, tako kot Urška. Pa bi vas samo vprašala, Manja, ko recimo v družbi poveste, da ste znanstvenica, kakšen je odziv vaših znancev, prijateljev, novih ljudi, ki jih spoznate? V bistvu tega niti ne izpostavljam, zato ker se praktično o raziskovalnih zadevah imam velik krog prijateljev, ki so hkrati tudi znanstveniki, tako da se v bistvu z njimi posvetujem in pogovarjam o raziskovalnih stvarih. Se torej dobro počutite v svoji koži in upam, da tudi zdaj znova v Sloveniji. Ja, tako je. Me veseli, Manja. Mi pa poglejmo, zdaj smo se torej pogovarjali z znanstvenico, geologinjo, z ledeniki se ukvarja. Kako pa je s tistimi priložnostmi in tistimi financiranji, ki so namenjeni področjema humanistike in družboslovja? Lepo pozdravljam doktorja Davorja Kozmusa, ki je nacionalna kontaktna oseba za HERA, Humanities in European Research Area, in CHANCE, Collaboration of Humanities and Social Science in Europe. Doktor Kozmus, lepo pozdravljeni, dober večer, beseda je vaša. Dober večer vsem gostom, ki nas spremljate tudi preko interneta. No, jaz bi želel predstaviti par priložnosti, samo moment, da naložim takole. V glavnem, zaradi omejenega časa bi predstavil zgolj te priložnosti, ki so res na dosegu roke in bodo aktualne že čez mesec dni. Prvo je vsekakor, to je dobro znan program HERA, Humanities in European Research Area, humanistika v evropskem raziskovalnem prostoru, ki je zelo priljubljen program med raziskovalci z področja humanistike. HERA je sedaj že šteje 15 let in skozi ta evropski program smo financirali že številne mednarodne projekte. Od tega je bilo uspešnih tudi 8 slovenskih institucij in kar je zanimivo, je to, da so to zelo raznovrstne institucije, ki se ukvarjajo z raziskovanjem na področju humanistike. Pa tudi, če pogledamo potem področja njihovih projektov in raziskovanja, so to zelo raznovrstna področja, od naprimer kulturoloških proučevanj popularne glasbe, potem proučevanja e-literature, književnosti, tu je področje arheologije, potem mirovnih študij, muzikologije, potem področje umetnostne zgodovine in ne nazadnje tudi projekt z področja proučevanja zgodovine medicine, o katerem bomo tudi v nadaljevanju nekaj več slišali. Zdaj, nova prihajajoča priložnost za raziskovalce z področja družboslovja in humanistike se bo imenovala CHANCE, kot priložnost. Združuje pa izkušnje prej omenjenega programa HERA in pa Norface, ki pa je pravzaprav sestrski program na področju družboslovja. Zdaj, pri tem programu bo sodelovalo kar 24 evropskih držav. Zdaj na sliki tudi vidimo, katere so to. In slovenski raziskovalci bodo lahko pripravili te skupne mednarodne predloge projektov skupaj s temi raziskovalci iz teh držav. Zdaj, pomemben podatek je, da bo uradna najava tega razpisa objavljena v začetku prihodnjega leta, tudi na spletnih straneh našega ministrstva. Sam razpis pa se bo uradno odprl tudi na dan žena, tudi to nekaj pomeni. Cilj tega razpisa je financirati odlične mednarodne raziskovalne projekte, ki pomagajo razumeti, kako digitalne inovacije povzročajo družbene in pa kulturne spremembe in hkrati, kako nanje vpliva družba in kultura. Program je zasnovan tudi tako, da bo omogočal vključevanje res širokega spektra disciplin, tako s področja družboslovja, kot tudi s področja humanistike, lahko pa tudi širše. Zdaj, kar se tiče finančnih sredstev, ki jih bomo države namenile za pripravo tega skupnega razpisa, bo znašal 36 milijonov evrov. Od tega smo agencije in ministrstva zbrali skupaj 27,7 milijona evrov. Poleg tega pa bo tudi Evropska komisija na vrh tega dodala še 8,4 milijona evrov za pripravo teh skupnih evropskih
projektov. Zdaj, jaz bi na tem mestu zaključil in bi predal besedo uspešni raziskovalki doktorici Mojci Ramšak, ki sodeluje na projektu z področja proučevanja zgodovine zdravstvenega varstva, ki ga pa financiramo skozi prej omenjeni program HERA. Hvala lepa. Gospa Ramšak, profesorica doktorica Ramšak. Ja. Pozdravljeni, dober večer. Kot vas je napovedal dr. Kozmus, lahko kar začnete. Hvala lepa. Davorja bi samo prosila, če lahko neha deliti zaslon, da lahko jaz delim svojega, tako, ja, hvala lepa. Lep pozdrav, izredno sem vesela, da ste me povabili kot raziskovalko na mednarodnem projektu z nekim krovnim naslovom Zdravstvo kot javni prostor. To je prvi projekt, kot je omenil moj predhodnik, ki povezuje tako humanistiko kot medicino, in jaz sem kot humanista v okviru tega projekta zdaj zaposlila na medicinski fakulteti v Ljubljani. Vodja slovenskega dela tega projekta je profesorica doktorica Zvonka Zupanič-Slavec, predstojnica Inštituta za zgodovino medicine na medicinski fakulteti. Sicer pa so naši konzorcijski partnerji sami eminentni znanstveniki, tako zdravniki, humanisti, pravniki, filozofi, bioetiki in jaz kot antropologinja oziroma etnologinja. Sodelujemo namreč štiri države, Slovenija, Hrvaška, Poljska in Nemčija. In sicer z Nemci sodelujemo z zelo znanim Inštitutom za zgodovino, filozofijo in etiko medicine v Ulmu. Potem na Hrvaškem sodelujemo s katedro za družbene in humanistične znanosti v medicini in s Poljaki z Inštitutom za filozofijo na Univerzi v Varšavi. Vse skupaj nas na tem projektu sodeluje 12 raziskovalcev, ki se prej nismo poznali, ampak moram reči, da se vsi strašno dobro ujamemo in razumemo in mislim, da tudi zelo uspešno že delujemo, kajti ta projekt je bil odobren lansko leto. Imeli smo tudi veliko srečo, moram se malo pohvaliti, namreč imeli smo 217 konkurentov, mi pa smo bili eni od 19, ki smo dobili finančna sredstva. Tako da to se mi zdi izreden dosežek za Slovenijo, za medicinsko fakulteto oziroma Univerzo v Ljubljani, da je v tako močni konkurenci uspela pridobiti sredstva. Mi raziskujemo, kako marginalne skupine v teh omenjenih državah dostopajo do zdravstva. Zdaj je seveda zdravstvo v strašnem položaju povsod po svetu, ne samo pri nas v Sloveniji, ampak vendarle nekako poskušamo nadaljevati raziskavo, ki smo jo zasnovali tako, da nas zanimajo marginalne skupine, kot so Romi, zanimajo nas marginalne skupine, ki jih nekako uvrščamo v to kategorijo po spolu in pa po veri. In vsak od naših raziskovalcev pokriva eno od teh področij in smo tako zasnovali, da pregledujemo v prvi fazi vso evropsko zakonodajo v zvezi z dostopom do zdravstva za vse te marginalne skupine. Ta del raziskave smo že opravili, smo tudi v zelo znani reviji BMC Public Health objavili znanstven članek skupen. V nadaljevanju smo preučili vsake nacionalne zakonodaje, torej slovensko, poljsko, nemško in hrvaško, in na podlagi tega ugotovili, kako naše zakonodaje sledijo evropskim smernicam, in smo bili pravzaprav presenečeni, da je v večini teh držav precej visoka stopnja upoštevanja evropskih priporočil in seveda evropske zakonodaje, ki je bila sprejeta na področju zdravstva. Zdaj pred nami v tem najbolj kritičnem letu pa je pravzaprav terensko delo na klinikah, v bolnišnicah, v zdravstvenih domovih,
In tukaj seveda se srečujemo s prvimi težavami zaradi same situacije, zaradi koronavirusa. In potem v nadaljevanju bomo imeli še terensko delo z ljudmi, ki nekako sodijo v te marginalne skupine. Kaj mi pravzaprav želimo doseči? Mi želimo na eni strani poglobiti znanje o tem, v kakšni meri se evropske norme in smernice o raznolikosti izvajajo v nacionalnih predpisih, in potem kako se uresničujejo v kliničnih praksah, torej v bolnišnicah. In v okviru projekta se tako posvečamo in etičnim, in kulturnim, in normativnim vidikom vključevanja in izključevanja v zdravstvenem sektorju. Tako pod črto, morda za konec, lahko rečem, da ko smo pregledali nacionalne zakonodaje, lahko rečem, da je Slovenija odlična pri upoštevanju vsega, kar Evropa dobronamerno predpisuje, da bi vse marginalne skupine bile vključene v zdravstveno varstvo, in tega smo zelo veseli. Spomnite se, pred nekaj tedni so recimo Poljakinje protestirale na ulicah zato, ker nimajo dostopa do nekaterih, oziroma naj ne bi več imele dostopa do nekaterih posegov v zdravstvu. Mi recimo na srečo se s takšnimi stvarmi še ne srečujemo in kot sem rekla, Slovenija tukaj zelo visoko kotira in jaz sem tega tudi izredno vesela. Naš plan v nadaljevanju je slediti našemu programu in seveda s tem, ko bomo enkrat končali s projektom, tudi vplivati na same politike zdravja pri nas, na samo ozaveščenost zdravstvenih delavcev o marginalnih skupinah in pa tudi širše, da bi v družbi ta sprejetost bila čim večja. Samo toliko nekaj besed, jaz mislim, da je to, ta kratka predstavitev zadostuje. Sicer imamo spletne strani pod tem imenom, ki ga vidite sedaj na ekranu in si lahko pogledate vsebine v vseh 4 jezikih in pa tudi na originalni spletni strani HERE, te irske agencije. Hvala lepa. Hvala lepa, profesorica doktorica Mojca Ramšak. Zelo odločni ste pri svojem delu in zvenite tako zadovoljni. Vas to delo kot raziskovalko, kot znanstvenico osrečuje? Kolikšna bi bila stopnja sreče pri tem delu? Veste kaj, glejte, sreča je sestavljena iz veliko bodisi naključij, bodisi tudi načrtnega, sistematičnega dela in jaz mislim, da se je pri tem projektu meni in tudi moji predstojnici, profesorici doktorici Zvonki Zupanič Slavec, ta sreča pokrila. Mi dve obe sodelujeva že nekaj časa, še preden se je projekt začel, sva se spoznali na področju dela na medicinski humanistiki in sva zdaj presrečni, da delava skupaj. In delava, poglejte, v strašno skromnih pogojih. Inštitut za zgodovino medicine nima nekih bleščečih prostorov, da tako rečem, ampak najino sodelovanje poteka zgledno, imava se zelo radi, kar je verjetno pravzaprav bogokletno, da kak podrejeni ali podrejena reče o svojem nadrejenem. Skratka, midve sodelujeva dobro in kot sem že prej rekla, tudi z ostalimi raziskovalci, ki jih prej nisem poznala, sodelujem odlično. Nimamo nobenih takih trkov, kar je že pravzaprav čudno, ker projekt poteka več kot 1 leto. Hvala lepa. Lepo je slišati, da so odnosi tako krasni. Tudi to je del dela, velik del profesionalnega življenja. Hvala lepa še enkrat. Zdaj pa vas vse vabim, da prisluhnite temule. Ozarjena noč, zmenek z raziskovalko, umetnostna forenzika, fenomen Chanel, razdaljena umetnina, kako nastane tableta, slončkova zobna pasta, povej mi pravljico, raziskovanje je pustolovščina za Vse to so naslovi dogodkov, ki se odvijajo danes, so se že odvili ali pa se še bodo. V okviru projekta Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Humanistika, to si ti, gre za promocijo poklica raziskovalcev in njihovega dela.
A od junija so raziskovalke in raziskovalci izvedli vrsto zanimivih delavnic za mlade. Mladim so bile namenjene. S tem so jih skušali navdihniti za ta poklic, jih ozavestiti o pomembnosti in vznemirljivosti, celo lepoti, bi rekla, poklica raziskovalca. Poglejmo si tele posnetke. Pred dogodki so bili to, glavno dogajanje se namreč dogaja danes, ko se je odvilo in se še odvija 54 spletnih dejavnosti, tudi naša, spletnih delavnic, okroglih miz, interaktivnih nalog, virtualnih sprehodov in razstav, predvajanja filmov, odvija se raziskovalni poligon in poizkusi. Vede o ljudeh, vede za ljudi. Skoraj pri koncu smo, dragi gostje, in prav je, da vprašamo prodekanjo za doktorski študij in znanstveno-raziskovalno delo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter vodjo projekta Evropska noč raziskovalcev, profesorico doktorico Jasno Mažgon. Kakšen pomen imajo takšni projekti, kot je Evropska noč raziskovalcev, tako za raziskovalce kot za javnost? Kako pridejo do ljudi, kaj ljudje spoznajo, kaj vidijo, kaj jim to lahko pomeni? Ja, hvala in en lep dober večer. Blažka, pravzaprav si temeljni namen tega projekta predstavila že ti. Gre za to, da raziskovalci širši javnosti pokažejo, kaj počnejo in v čem je pomen njihovega dela. In tudi, da to naredijo na primeren način, in Noč raziskovalcev je zagotovo projekt, ki takšen način omogoča. Da so ciljna publika mladi, si tudi že izpostavila, vendar ne samo mladi. Želimo, da širša javnost v Sloveniji pravzaprav spozna, s čim vse se ukvarjamo takrat, ko smo zaprti v svoje kabinete, v svoje laboratorije in da pravzaprav pokažemo, da delamo stvari, ki so pomembne za ljudi, za širše in skupno dobro. Če mi vendarle dovoliš na koncu, da povem še nekaj besed, bi rekla takole. Današnji dan je bil dober. In dober je bil prav zaradi naše uspešne in skoraj da brezhibno izpeljane noči. Zato bi se na tem mestu res iskreno zahvalila vsem raziskovalcem in raziskovalkam, ki so se angažirali in si prizadevali, da je bila današnja noč izpeljana tako, kot je bila. Ko smo namreč lani, mesece pred izbruhom epidemije, prijavljali letošnjo Evropsko noč raziskovalcev, si niti v sanjah nismo predstavljali, kaj nas bo doletelo. In ko smo spomladi projekt dobili, smo do zadnjega upali, da ga bomo lahko izpeljali v živo, pa se žal ni izšlo. Priznam, da nas je zaradi tega skrbelo. In verjamem, da je skrbelo tudi naše raziskovalce in raziskovalke, ki so aktivnosti pripravljali.
Ampak se je izkazalo, da okoliščine, ki so zaustavile malo da ne vso državo, nas niso mogle zaustaviti. Priznam, da sem navdušena nad tem, koliko domišljije, izvirnosti, iznajdljivosti so raziskovalke in raziskovalci vložili v izvedbo svojih aktivnosti, tako v okviru preddogodkov, kot tudi danes, ko jih je potekalo 55. Rekla bi samo, da upam, da nas bo ta entuziazem spremljal še naprej do nove prijave, ki jo načrtujemo za leto 2021. Profesorica Mažgon, najlepša hvala. Zares najlepše čestitke. Ne vem, kar nekako sem navdušena in takrat, ko si najbolj navdušen, je treba oditi z zabave. Tako me je učila babica, mislim, da je imela prav. In na nek način se poslavljamo od vas, vendar to še ne pomeni, da se je noč zares končala. Naj živi noč. Hvala lepa vsem, želim vam radovedne dneve, svetle noči, prijeten večer še naprej, nasvidenje in lahko noč.